Zahvaljujem se vam, da ste pokazali zanimanje za temo, ki je gotovo občutljiva in ki moramo v naši družbi posvetiti ustrezno pozornost. Na ekonomski fakulteti to počnemo že nekaj časa. Lahko povem, da smo pred 2 letoma gostili dekansko konferenco EFUMD, ki združuje dekane vseh vodilnih poslovnih šol v svetu, in takrat smo na predlog naše fakultete uspeli v programu vrstiti tudi predavanje profesorja Gia Standinga, ki je obravnavalo prekariat in stanje prekariata v družbi. To je bilo nekaj povsem novega za poslovne šole. Mnogi so se čudili, zakaj to temo uvrščamo na dnevni red, a vendar se je pokazalo, da gre za zelo pomembno družbeno vprašanje, ki mu moramo tudi v skupnosti poslovno-ekonomskih šol namenjati več kot zgolj ogromno pozornost. Zahvaljujem se vsem predstavnikom socialnih partnerjev, ki so danes z nami, najprej predsednici Svobodnih sindikatov, gospe Lidiji Jevkič, predsednici Gospodarske zbornice magistrici Sonji Šmuc, objema ministroma, doktorici Ani Kopač-Mrak in kolegom, ki bodo svojimi strokovnimi vidiki osvetlili današnjo tematiko. Dogodek bo povezoval povezoval kolega Črt, ki ste ga videli napisanega in podpisanega tudi pod vsemi vabili in ki goreče poskuša odpirati polje obravnave prekariata v slovenski družbi. Izvolite. Torej, osnova za to okroglo mizo je izid knjige, ki je pred vami, se pravi Prekarnost in družbena negotovost. V njej je 20 avtorjev in avtoric na interdisciplinarni način prekarnost zaobjelo. Se pravi, znotraj nje so raziskovalci, profesori, se pravi akademiki iz 9 področij, se pravi ekonomije, sociologije, politologije, prava, medicine dela, organizacije, psihologije, zgodovine, se pravi zelo široka kroga družboslovno-humanističnih študij. Recenzent same knjige je profesor dr. Bogomir Kovač, ki bi ga v tem trenutku prosil, da spregovori nekaj besed o knjigi in o prostoru, ki ga ta knjiga ustvarja. Prosim, profesor. Hvala lepa. Kadarkoli se lotevamo neke teme, ki je po svoji kompleksnosti, po svojem značaju in pomenu tako široka, velika, globalna, kot je to v današnjem svetu prekarnost, imamo težave mi, ki se s tem ukvarjamo na akademski način, imajo seveda težave s tem politiki, ki bolj ali manj skušajo usmerjati ta svet napačno, pravo smer. In imajo težave s tem tudi tisti upravljavci na posameznih profesionalnih delih družbenih podsistemov. Prekarnost je danes ena izmed najbolj razširjenih politično-ekonomskih procesov in tudi ena izmed najtežje ulovljivih. Razlog je silno preprost. Na eni strani je prekarnost rezultat specifičnih prilagoditev trga dela, načina zaposlitve, sodobni tehnološki revoluciji, mi pravimo industrializacija ali industrija številnič, bolj ali manj prepletena z storitvenimi dejavnostmi, z takšno ali drugačno informatizacijo dela, ki so tukaj, in zaposlitve, ki so vezane na to dejavnost, so zelo fleksibilni, so zelo razpršena, mrežna. Tako da je na eni strani tisto, kar mi danes pripisujemo prekarnosti, kot je tako imenovano atipično delo, nekaj, kar postaja nova normala.
sodobnega načina dela in sodobnega delovanja trga dela. To je prvi del problema, se pravi neko objektivno stanje, neke objektivne razmere, ki so danes povezane s sodobno tehnološko revolucijo in seveda z sodobnimi spremembami, ki so vezani na delovni proces in seveda tudi na položaj ljudi, ki so v tem delovnem procesu. Nekaj drugega pa je, kada gledamo na prekarnost v bistvu z vidika ljudi, z vidika njihovih socialnih, njihovih psiholoških, tudi njihovih ekonomskih razmerij. Kadar je namreč razmerje med posameznikom in sistemom takšno, da posameznik občuti ta odnos kot neko omejitev, kot neko zamejevanje, kot neko nesvobodo, kot neko ogrožanje njegovega načina življenja, potem postane seveda takšna oblika dela problem. In danes se ta objektivna stran prekarnosti in ta druga subjektivna stran prekarnosti med sebojno prepletata. Delo, ki je hkrati povezano z negotovostjo, delo, ki je hkrati povezano z visoko stopnjo tveganja, z nizko plačljivostjo, z socialno izključenostjo, delo, ki na nek način človeka osami in ga hkrati naredi zelo ranljivega. To je nekaj, kar danes pripisujemo tako imenovanemu prekarnemu delu. Če bi torej skušali prekarnost imeti kot nekaj univerzalnega, potem bi govorili o dobri prekarnosti, ki izhaja iz objektivnih razlogov, sodobnih tehnoloških sprememb, in o slabi prekarnosti, ki izhaja iz socialnih razlogov, iz psiholoških razlogov, ki pa so seveda izjemno pomembne, kar zadeva slehernika. Iz te dobre in slabe prekarnosti vejejo tudi potem različni pogledi. Tukaj v tej knjigi smo izbrali ne ravno 20 avtorjev, imamo 20 sestavkov, avtorjev je 23 oziroma 24, če upoštevate še uvodnega avtorja, ki je seveda napisal nekaj v popotnico tej knjigi. In imamo nekako 5 vidikov, kako gledati na prekarnost. To je konec koncev prvi resnejši analitični spoprijem s prekarnostjo v slovenskem prostoru, kaj do sedaj smo o njej veliko govorili, pa pravzaprav malo analitično razmišljali. Imeli smo predtem seveda veliko najrazličnejših srečanj na to temo, imamo tudi nekaj knjižnih del, prav ta knjiga je druga v vrsti, v prvem delu imate bogato zbirko intervjujev, ker ljudje z različnih zornih kotov to ocenjujejo. Tukaj pa imamo zdaj spoprijem, ki skuša biti analitičen na ekonomskem, sociološkem, politološkem, pravnem, tudi interdisciplinarnem, medicinskem področju. Skratka, imamo neko zelo široko paleto vseh disciplin in zornih kotov, ki skušajo nekako ujeti z svojega strokovnega vidika ta fenomen prekarnosti. Ali je seveda avtorjem uspelo, ali je to zgolj prvi korak, to boste presodili sami. Zagotovo je največja prednost te knjige v tem, da je za svojo teoretsko širino osvetlila najrazličnejše vidike te prekarnosti. Vsak izmed teh vidikov nas opremi s tem, da bomo ta fenomen seveda bolje razumeli. Kajti bistvo prekarnosti ni njena perifernost. Skušal sem povedati na samem začetku, da je globoko vsajena v sam način delovanja sodobnega tržnega sistema, sodobne tehnološke revolucije. Torej, to je nekaj, kar je nova normala sodobnega sveta. Zato je to tako pomembno. Ne pogovarjamo se o 100, 200, 300, 400 tisoč, če govorimo o slovenskih razmerah, prekarnih ljudi. Pogovarjamo se o načinu, kako prekarnost dojeti kot neko normalo, ki pa seveda ni neprotislovna, prinaša v nas svet nova protislovja in
Protislovja so običajno tukaj zato, da jih tako ali drugače skušamo reševati. Ekonomski vidiki so tukaj seveda najširše zastopani, tudi morda z tega vidika je kar pošteno, da predstavljamo to knjigo danes na Ekonomski fakulteti. 6 avtorskih člankov je iz tega področja, potem seveda sledijo sociologi, politologi in tako dalje, skratka po vseh teh posameznih disciplinah. To seveda ne pomeni, da je prekarnost s trgom dela izključno ekonomski fenomen. Če bi bila zgolj na ekonomski strani, bi jo morda še lahko relativno preproste in rešili, ker pa je to hkrati socialni, ker je to hkrati politični, ker je to hkrati seveda nek širši družbeni fenomen, je toliko teže ulovljiva in toliko več bomo imeli dela v prihodnosti. Ta knjiga je, kot bi rekel Brecht, orožje, s katerim se skušamo opremiti za to, da bi lahko s tem fenomenom na eni strani lažje shajali, po drugi strani pa vzeli prekarnost kot eno izmed tistih izhodišč, okoli katere se mora najbrž sukati prihodnji sistem reform in prevratov, ki bomo tako ali drugače osnovali v Sloveniji, v Evropski uniji ali tudi širše. To torej ni še enkrat periferni problem. To je nova normala sodobnega sveta in zato seveda zasluži pozornost. Zato se lahko na tej platformi, ki imamo danes tako bogato paleto naših gostov, gradi potem tudi skupen interes za družbene spremembe. Tisto, kar je eno izmed, morda čisto na koncu, sociološko-politoloških vprašanj, ali je prekarnost vezana na nek aktivni politično-ekonomski subjekt, torej na prekarijat, ali je prekarijat novi proletariat, ali prekarijat kot novi proletariat seveda zahteva in bo skušal uresničiti tudi nekaj tako prevratnega, kot se je to dogajalo v koncu 19. in začetku 20. stoletja, vendar z nekoliko, upajmo, drugačnim predznakom in seveda tudi z drugačnimi izidi. Vse to, vidite, so v bistvu zgodbe, ki stojijo za takšno knjigo, ki nas torej izzivajo in danes smo tukaj zato, da bomo te izzive tudi širše komentirali v okviru teh naših okroglih miz, če se malce pošalim. Danes imamo tukaj 2 najvišja predstavnika te oblasti, ki nosita v marsičem obliko najvišje stopnje prekarnosti. 4 leta sta se posvečala atipičnemu delu. Trenutno nosita vso tveganje začasne zaposlenosti, ker sta seveda v tem vladnem odstopu, sestopu. Tako da vidite, da stvari vendarle niso tako hude, so pa seveda neprijetne. In to bomo danes lahko tudi slišali. Hvala lepa in upajmo, da boste uživali pri tej naši okrogli mizi in seveda vsem tistem, o čemer smo govorili. Hvala, profesor. Torej, prekarnost je, kot je končal profesor Kopač, in problem... Kopač. Ja, si bom Kopač je kasneje, pa zdaj sem še Kopač. Skratka, sem zamenil ministrico, na primek ministrice in primek profesora. Se upravičujem obema. Torej, problem prekarnosti je globalen, ne? Se pravi, na večjih nivojih. Zajeda v poglabljanje neenakosti, v povečevanje revščine in neučinkovitosti socialnega dialoga. Slabo vpliva na delovanje socialne države, na konkurenčnost gospodarstva, sploh tistega dela, ki je trajnostno naravnano in družbeno odgovorno, se pravi, ki ima visoko dodano vrednost, in pa na uspešnost političnega sistema. Prekarnost namreč v bistvu volilce in ljudi, državljane, sili v apatijo, v to, da se umikajo iz političnega in da dobivajo v bistvu občutek, da enostavno političen sistem demokratičen ne deluje. Problem diskurza prekarnosti je ta, da je pomaknen na margino, da je marginaliziran.
Se pravi, dobivajo se, zdaj ocene prekarnosti so različne, o tem bomo govorili, ampak prekarci se dobivajo v meščenih skupinah, govorijo med seboj, ampak javnost kot ena velika skupina ljudi pa ni deležna njihovega pogleda in njihovih problemov. Zato smo se odločili v bistvu na Inštitutu za študije prekariata v sodelovanju z ekonomsko fakulteto, da v bistvu spodbudimo diskurs na prvi stopnji čez raven socialnih partnerjev. Tako da jaz kar v tem trenutku prosim predstavnike socialnega dialoga, se pravi ministrico, ministra, predsednico in generalno direktorico, da se mi pridružijo. Ta krog okrogle mize bo dinamičen, se pravi odgovori so zamenjeni na 2 minuti, recimo. Naš kolega je v bistvu, če rečemo po slovensko timekeeper in smo nekako za orientacijo časovnic. Torej, prvo vprašanje bi imel za vas, minister, kako bi opredelili pojem družbeno odgovornost podjetja? Družbeno odgovorno podjetje je tisto podjetje, ki pač opravlja svojo dejavnost, vsega cilje in korektno vključuje svoje sodelavce. Bi bilo prekarnost po vašem potrebno ukiniti? Prekarnost je širok pojem. Jaz bi želel dobiti odgovor na vprašanje, zakaj smo prišli do prekarnosti, ker mislim, da je to ključna zadeva. Govoriti o tem, da ga ukinemo ali ne, je težko, zato ker smo slišali, da je rezultat nečesa in tudi razvoja samega sistema dela. Jaz osebno globoko mislim, da je vzrok tisti prvi del prekarnosti, ki se je pred leti razvil v naši togi delovnopravni zakonodaji. Zato, ker delodajalci iščejo poti, na kak način lahko dihajo z samim poslom. In vsa moja prizadevanja do zdaj so šla v tej smeri. Naivno sem verjel, da bomo v prvem, drugem letu mandata te vlade naredili en korak naprej pri fleksibilnosti delovnopravne zakonodaje. Vsi mislijo, da se zavzemam za možnost, da odpuščamo delavce, ampak gre za to, da mislim ravno nasprotno, da če bi imeli lažji sistem zaposlovanja in odpuščanja, če bi podjetnikom dali več možnosti za dihanje s poslom, bi imeli več pogodb za nedoločen čas in manj za določen. Nikoli nikdar ne moremo nikogar prisiliti, da bo nekoga zaposlil, če ga noče, in oni so vedno en korak pred nami. Seveda je pa tudi zdaj sam razvoj tehnologije pripeljal do tega, da pa se je pojavilo v zadnjem obdobju kar nekaj dejavnosti, katerih pa nekateri sodelavci ne želijo biti stalno zaposleni, želijo in njihov izbor prekarnost, vendar je to manjše. V vsakem primeru sem proti prekarnosti, spomnim dvene diskusije. Način, kako se pa proti ne borimo, je pa treba prediskutirati. In tukaj imam jaz diametralno drugačno stališče od tega, ki hoče s prepovedjo, z regulacijo ta problem rešiti. Mislim, da ne bomo nikoli uspeli. Ok, torej ministrica eno repliko ste imeli, izvolite. Ja, to so pa diskusije vaš čas v prostoru že kar nekaj let, od fleksibilnosti do kamiki. Zdaj pa, če pogledamo, podjetje ustvarja svoje cilje za svojimi zaposlenimi. In odnos, kako pomemben je človeški kader, se vidi danes, ko tega ne bo več. In tukaj je vprašanje, da torej lahko našo človeško družbo reguliramo v smislu popolne fleksibilnosti vsem in v vsakemu družbenemu podsistemu in maksimiziramo koristi za enem. Ker na koncu z tem trendom, kamor gremo, bomo nekako na koncu podjetja ne bodo uspela realizirati svojih ciljev in to se nam danes že dogaja. In je vedno vprašanje, koliko plačamo delavca in kakšen odnos imamo do tega dela. Če smo na to kot družba pristali na diskurs popolne fleksibilnosti in deregulacije v času krize, jaz upam, da smo se kot družba nekaj v tem času naučili.
In diskusija, da govorimo vedno znova, kako lahko fleksibiliziramo tistega, ki je najranljivejši, jaz mislim, da ni prava, da se moramo vprašati o zaupanju, na kakšen način dosegati za drugačno organizacijo dela, za vprašanje fleksibilnosti znotraj podjetja, ne samo z numerično, ki je pri nas najbolj, da imamo najvišji stres na delovnem mestu med evropskimi državami in da se začnemo ukvarjati z odnosi v podjetje, ne toliko na kakšen način lahko stvari rešujemo s tem, da naredimo najlažje pot, to je odpostimo delavce, ki so ključni vidik za doseganje naših ciljev. In je pa seveda lahko tukaj razlogov absolutno več, ni pa fleksibilnost, ki se najlažje in najhitreje vedno izrabi, da je to posledica. Mi smo kot vlada sprejeli en pomemben dokument Dostojno delo, ki analizira stanje na trgu dela in tudi določene ukrepe in eden izmed teh je vsekakor tudi vprašanje stroškov dela, ampak to bo verjetno kasneje. Ampak dejstvo je, da problem družbe kot celote je, na kakšen način bomo fleksibilnost integrirali v sistem, dali zadostno mero socialne varnosti, če sprememo, da se naše okolje spreminja, tako potrebe delodajalcev, ampak ni pa rešitev vsekakor, da rečemo, zdaj pa ob obstoječem sistemu fleksibiliziramo obstoječe razmere na trgu dela in prekarnost ne bomo imeli. S tem se pa nikoli ne bom strinjala. Hvala. Torej, predlagam sledeče. Pripravljenih je nekaj krogov. Če ste lahko v odgovorih nekoliko krajši, pa bomo v bistvu prišli na več tem hkrati. Se pravi, naslednje vprašanje bi bilo tudi za vas, ministrica, in sicer kateri tipi zaposlitev so lahko prekarni? V naši zakonodaji imamo sicer zelo lepo napisano, da je standard zaposlitev za nedoločen čas in so v bistvu zakonsko določeni, kdaj se lahko zaposlitve pa drugačnimi pogoji sklepajo. Žal seveda zakonodaja je ena stvar, realnost druga, z krepitvijo tako inšpekcijskega nadzora, s tem pač poskušamo naslavljati, vendar nismo dovolj učinkoviti. Vsaka zaposlitev je prekarna, ki ne zagotavlja v teoriji ekonomske, pravne in socialne varnosti. Zdaj pa vprašanje, kaj je to zadostna pravna, socialna in ekonomska varnost? Torej, delo za določen čas, delo za skrajšen delo čas so lahko tudi prekarne? V osnovi tako, kot imamo zaposlitev za nedoločen čas, ko primerjamo slovensko ureditev za tujo ureditvijo, so razlike znotraj. Torej, težko pristanem na opredelitev, da je prekarno po svojem defaultu vse tisto, kar ni zaposlitev za nedoločen čas. Zakaj? Zaradi, ker v naši zakonodaji zaposlitev za določen čas v primerjavi z drugimi evropskimi državami mnogo bolj regulirana in ima vse pravice sistema socialne varnosti. Ima tudi do pravico do regresa, do malice, do prevoza potnih stroškov, celo do odpravnin, ker je bil pač cilj 2013 zmanjševanja segmentacije na trgu dela, predvsem v razmerju med nedoločen in določen čas, kjer se je šlo za zbliževanje pravic tistih, ki so za določen čas. Tukaj so razlike med državami, zato tudi ocene statistične, ko primerjamo, je seveda vrag v podrobnosti, vi veste, kad to študirate, da enostavno ni mogoče na agregatu samo primerjati. Tudi naše zaposlitve za krajši delovni čas so v mnogo čem različne kot zaposlitve za krajši delovni čas, na primer v Nemčiji, Nizozemskem in drugje. Torej, samo zanima me, je lahko delo za določen čas pod kakšnimi pogoji prekarno ali pravzaprav normalno? Če izpolnjuje zakonske norme, kot je, ne more biti, ker ima vse enake pravice kot zaposlitev za nedoločen čas, razlikuje se samo v trajanju zaposlitve. Ok. Gospa Šmuc, ali je prekarno za gospodarstvo po vaši oceni dobra? Tako kot je ministrica rekla, prekarnosti govorimo takrat, kadar v bistvu ti stopaš na drugi pol in gre stvar za nezakonito obliko. Tako da, če se pogovarjamo ne o izkoriščanju in nespoštovanju zakonskih določb glede zaposlitev, potem smo pravzaprav na drugem področju. Običajno med prekarnost štejemo, vsaj tako pogovorno, samozaposlene. Samozaposleni približno 114,000 v Sloveniji, imate najbrž še bolj natančne podatke kot jaz. Pričem je zelo zanimivo, ko se pogleda in se sprašuje, ali so zadovoljni s tem,
je odziv njihov enako med zaposlenimi. Polovica je zadovoljna s svojim statusom. Samo 17% se jih je odločilo za to iz sile iz nuje. In če to preračunamo, pridemo do tega, da je ta delež, se pravi okrog tam približno 20,000 zaposlenih potem takih, znotraj celotne mase zaposlenih predstavlja pravzaprav 2,5%, ki bi potencialno lahko rekli, da so v položaju prekarnosti, kjer se pravi, so bili prisiljeni, niso imeli druge možnosti in ocenjujejo, da imajo manj pravic, ki izhajajo iz ostalih oblik. Torej je pravzaprav zanimivo, kako je dr. Kovač prej izpostavil, to so novi trendi, ki se jim ne bomo mogli izogniti, moramo pa najti odgovore, kako za drugačnimi pristopi k delu, ki ne težijo k poročni sestavu do konca življenja in zaposlitev skratka za nedoločen čas dobiva drugačno dimenzijo in je en izraz tradicionalnosti. Seveda si pa ljudje težimo k temu, kot vsako podjetje teži k temu, da bo monopolist, če se le da, to se nas uči tudi v teh predavalnicah, to je osnovni motiv tudi najmanjšega podjetja, da postane monopol, ker potem lahko sam vse določane. Tako tudi ljudje težimo k temu, da imamo zaposlitev za nedoločen čas, ker nam omogoča največjo maksimizacijo pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Časi so pa drugačni in bojo iskali oboje, hkrati pa treba tudi razumeti, da se je moč se spreminja, kot je bilo v bistvu izpostavljeno. Če prihajamo v čas, ko je ljudi manj in je potreba, povpraševanje večje, se moč tega, da izbira seli ne na stran delodajalca, ampak na stran delojemalca. Še eno vprašanje imam za vas, in sicer Gospodarska zbornica Slovenije od vlade konstantno zahteva v bistvu znižanje stroškov dela. To o tem je deloma tudi minister govoril, ko je govoril o fleksibilizaciji dela. Se vam zdi cena dela v bistvu ključen problem v bistvu razvoja slovenskega gospodarstva? Seveda je pomemben in sestaven element. Če govorimo o tem, iz česa je sestavljena konkurenčnost ali pa strošek na koncu nekega proizvoda ali storitve, je pri nas delež dela večji, kot če to primerjamo z konkurenčnimi državami, s katerimi tekmujemo. Torej je vprašanje cene dela visoko. In to, kar na Gospodarski zbornici izpostavljamo, je, da ne težimo k temu, da bi se znižala masa plač, se pravi, da se znižuje bruto obdavčitev, ampak težimo k temu, da naj se spremeni razmerje, kjer naj bodo neto plače višje. Ljudje najbolj občutijo to, za kar so delali. Naj oni bolj razpolagajo svojim prihodkom, ne da je cilj, ki ga se še vedno vlečemo iz socializma, da ima država primat prerasporejanja. In zato smo vsi skupaj ujeti ene zelo, zelo močni uravnilovki. Pred leti je bil tudi podatek, da je recimo a veste, koliko ljudi v Sloveniji ima plačo višjo od 4,000 bruto? Prosim, krepko po 10%. 2% Slovencev ima nad 4,000 bruto. 4,000 bruto spremenite v neto. Prav, govorimo o najvišjem sloju ljudi, ki so kao zgodnji razred in ta sloj ljudi si v 10 letih ne more kupiti garsonjere iz svojega prejemka. To je opredelitev slovenskega visokega razreda. Vprašanje, če razdelimo delo, se pravi, če je razlika med bruto in neto plačo delavca manjša, odkot po vašem je gospodarstvo pripravljeno, da se bolj obdavči v bistvu profit oziroma ta del, zato da se pač proračun socialne države pravzaprav napolni. Bi to bila rešitev po vašem? Naša rešitev, ki običajno izpostavljamo, je, da je treba potem seveda pogledati, kakšne so potrebe države in približujemo se 10 milijardam, kar se tiče proračuna, ostalo so potem približno na 17 milijardov, če se štejemo vse 4 blagajne in skupaj z občinskimi. To je en nivo, ki očitno je v Sloveniji dosegel odraža nivo potreb ali pa navad, kakor vzamemo. In znotraj tega treba potem seveda tudi razumeti, na kakšen način ta sredstva potem pridobimo. Zadolževanje je odpadlo v veliki meri, zato ker je fiskalno pravilo postavilo svoj limit na to, kar
kar pomeni, da smo zdaj v tistem sistemu vzdaj se vse v svoje kuse, ne? Kar sami znamo narediti, tukaj nekje približno smo. Ne? Na nekaterih področjih je Slovenija pod obdavčena, na področju recimo premoženja, nepremičnine so tukaj recimo se vrti skoraj vsaka vlada v bistvu prime to v roke pa počaka to naslednjo, tako da nekaj recimo manevrskega davčnega prostora je. Če me pa direktno sprašujete za obdavčitev dobička, je zelo enostavno reči, ja, se zakaj pa ne, se naj se malo v bistvu zarotira, ne? Ampak treba je povedati, kaj to povzroči. Tudi če v podjetju ostane potem manj oziroma lastnikom, lastniki so ravno tako upravičeni do svoje rente in v Sloveniji je donosnost podjetij v povprečju na polovici tega, kolikor dosegajo lastniki v tujini. Torej imamo tudi tukaj nek pomemben razkorak in če ta del še zmanjšujemo, seveda zopet v naslednjem koraku zmanjšujemo možnosti in želje tistih, ki pa vlagajo v ta del. In še to drug del, razmerje, če pogledamo med delom in kapitalom, mislim, da je tam približno 60% ustvarjenega gre za delo, 40% kao za kapital, ampak od teh 40% le manjši delež gre v resnici v izplačila lastnikom, ampak večji del tega ostane v podjetjih. Ne? Koliko vzpostavimo torej večjo obdavčitev, ostane ta del manjši in se zmanjšuje tudi delež, ki je namenjen podjetju. Torej, vprašanje v bistvu, ali razvojno želimo obremeniti podjetja, zmanjšati stopnjo razvoja, zato da bomo lahko imeli višje neto plače, ali nam je to pomembno, da ta razvoj tukaj teče in bomo zelo previdni pri teh odločitvah. Torej sem videl, v bistvu minister, da imate repliko, ampak bi še prej podal vprašanje gospe Jerkič. Se pravi, kako vi gledate na prekarnost? Kako bi jo bil opredelili? Ja, zdaj se je nabralo nekaj tem za odgovore, ne, ko se jim bom skušala izogniti, ampak glede na to, kar je minister povedal, zdaj nisem čisto prepričana, da mi je prej hrbet obrnil, ker me ni videl. Takole bom rekla, prekarnost je seveda različno razumljen fenomen. Ne, že ta debata do zdaj je na nek način pokazala, da ga gledamo z različnih aspektov. Pa bom jaz poskušala biti na kratko plastična, kako pa sindikati vidimo prekarnost. Vidimo jih čez delavce v IPS-ih v Luki Koper. Delavce, ki so sence, ne, ki niso delavci zaposleni ne za določen, ne za nedoločen čas, ne v agencijah, za katere pravzaprav ne vemo, kje bivajo, kje delajo, za koga delajo, koliko zaslužijo, če sploh zaslužijo. Vidimo jih kot delavce SP-je, ki niso SP iz leta 1990, ampak so SP iz leta 2015-2014 prisiljeni v ekonomsko odvisnost do enega delodajalca, ki delajo ne 8 ur, ki delajo 24 ur in se iz tega naslova nimajo časa združevati, pritoževati, iskati tudi sindikatov, če hočete, dokler ne pridejo do roba. Vidimo jih mogoče kot vrste poklicev, novinarje, ne, ki so zelo odvisen poklic in ta del, ki nas lahko skrbi, ne, oni nas obveščajo, lahko nas obveščajo tudi po naročilu, če hočejo obdržati službo. Vidimo jih kot voznike tovornjakov, ki jih pošiljamo v Rusijo, v Nemčijo, ne, ki jih slovenska podjetja samo zaposlujejo, ki imajo pogodbene kazni v višini 30 000 evrov, če odpovejo pogodbo v zaposlitvi pred potekom 3 let, ki imajo cenike v pogodbah, ne, za vsako kršitev od zamujanje na delo, do predčasnega odhajanja, do tega, da je luč na tovornjaku razbita v zneskih od 100, 200, 300 evrov. Vidimo jih skratka v dejanskem življenju, ko se obračajo na nas, ampak res takrat, ko so prignani na rob, ko nimajo več sredstev, da bi se mogoče vrnili v svojo državo, ko nimajo več sredstev za svoje preživljanje, ko pridejo povedati, da so sklenili pogodbo ali pa niso sklenili pogodbe, ki bi jo morali imeti. In to je fleksibilnost, ki jo imamo v naši državi. Ta fleksibilnost je podivjala v zadnjih 10 letih, če smo se 10 let nazaj ukvarjali z inštitutom delovnega razmerja za določen čas do nezavesti, zdaj tem novim oblikam dela enostavno ne sledimo več. Tisto, kar
zdaj niso več tudi SP, niso več zadnji krik mode, zdaj imamo podjetje razparcelirana na upravljanje storitev in noter v enem podjetju 20 delodajalcev, ki vsak zase na svoj način delajo z ljudmi, kar pač hočejo. To ni nekaj, kar bi si Slovenija želela. 130 let nazaj so se sindikati borili za 8-urni delovnik, zdaj v tem trenutku ga imamo nekateri, ne vem, recimo temu privilegirani sloji, med kateri jaz tudi sebe trenutno štejem, nažalost to zato, ker sem pač toliko stara. In tudi kolega ministra nista prekarca, ker sta prostovoljno na ministrskih stolčkih, čim pa še po moje imata željo še en mandat, ali pa tudi ne. Kakorkoli že, prekarnost gotovo je neka nova oblika proletariata, samo bojim se, da jo spuščamo predaleč. Hvala. Gospod minister, takoj vam dam besedo za repliko, bi vam pa še predtem zastavil eno vprašanje. Se pravi, imate oceno, kolikšen del samostojnih podjetnikov ima plačo povprečno ali nadpovprečno v Sloveniji? No, najprej bi imel eno repliko, pa eno dopolnitev. Še enkrat bi želel povedati, da sem absolutno proti takim oblikam prekarnosti. Jaz se samo ne strinjam z vzrokom, zakaj je do njih prišlo. In to, da imamo mi v Luki Koper več vredno kasto delavcev, rečem namerno kasto, ki ima povprečno plačo, mislim, da 3,5 €. In pa manj vredne, brezpravne, ki so na minimalcu. To je problem obstoječih inšpekcij. Tukaj rabimo nič dodatnih problemov reševati, ampak je treba, da mora država narediti svoje. Jaz sem na to opozarjal, ko so, pa še ta fenomen imamo, da so štrajkali ti iz IPS-ov za one pred vrati Luke. Pa nihče o tem ne piše ničesar. Jaz bi tu pričakoval, da bomo skupaj sindikati prišli do ene čiste situacije, da se ta popolnoma nespremenljiv in nenormalni sistem spremeni na boljše. Zato se v tem primeru, ko ste omenili Luko Koper, absolutno strinjam s tem. Ampak še enkrat ponavljam, če mi hočemo prekarnost odpraviti, se moramo odločiti, na kak način bomo to naredili in kaj je temu vzrok. Ko govorim jaz o fleksibilnosti, ne govorim o fleksibilnosti zato, da bomo imeli prekarnost. Podjetniki nikoli ne bodo odpustili dobrega delavca. Ali veliki ali mali. Kot pravi direktorica gospodarske zbornice, karte so se obrnile. Zdaj morajo delodajalci, podjetniki iskati delavce in ne bo kar tak možno ravnati z sodelavci, kot so nekateri, ne vsi, počeli doslej. In tisti, ki jemljajo delavce za sredstvo, tako nimajo dobene šanse na trgu. Tisti, ki bodo znali svoje delavce integrirati svoje podjetje in postaviti kot del tega sistema, tisti so pa tudi uspešni. In takih podjetij imamo v Sloveniji veliko. In če dopolnim ta del okrog stroška delovne sile, mi mislimo, da smo relativno konkurenčni pri nižjih plačah, v tem odnosu država bruto neto, da imamo težave in se bo tega problema treba rešiti na nek način brez političnega pridiha pri više plačanih delovnih mestih, zato ker se ta delovna mesta povsod tam, kjer so podjetja v regiji s svojimi sedeži, začenjajo iz Slovenije seliti. Seliti pa zato, ker ta delovna mesta dajo tja, ker lahko ceneje to zadevo spelje. Ne zato, ker je Slovenija mala. In če še tako tiščimo glavo v pesek, ne moremo mimo tega, da bo tukaj treba nekaj narediti. Jaz ne rečem zdaj spet, kaj moramo, ampak nekaj bo, ali skozi spremembo razredov, ali skozi kapico, ki je tako več kot polovici osovražena. Zdaj pa, kje pa dobiti? Mi imamo, samo 2 stopnja še, imamo gospodarsko rast, ampak mi mislimo, da je treba to gospodarsko rast nameniti za te strukturne reforme, tudi na tem davčnem področju.
na eni strani, pa če hočete na drugi strani, 11,5 milijard državnega premoženja, prišli smo iz 1,5% donosnosti na 6, cilj je 8, pri 11,5 milijardah, ko pridemo do 8, koliko imajo Francozi svoje državno premoženje, je približno milijardo dobička, če ga 20% razdelimo, imamo kar nekaj za tiste zadeve, ki so bile zdaj postavljene kot zahteve, da jih povišamo, pa so padle za takih in drugačnih razlogov v vodo. Odgovora na vprašanje procenta vam tudi ne znam dati tako SP-jo, mogoče moja kolegica, ampak za mene je ključno vprašanje, zakaj SP-izacija, zakaj agencijska dela, zakaj študentsko delo, zakaj se nam dogaja to, da se v praksi podjetja odločajo za to. Jaz mislim, da je to tisto od začetka, kar sem povedal. In če bi to naredili, bi bilo po mojem mnenju tega manj. Tukaj se pa s kolegico ne strinjam. Takoj, ministrica, bom dal še prej, bi pa gospod Šmuceva vprašal, se pravi, kdo po vašem mnenju lahko prekarnost ukine oziroma zmanjša in kakšna je vloga gospodarstva oziroma gospodarske zbornice v tem procesu? V tem hipu bom ponovila, trg sam spreminja odnos do prekarnosti. Če je kriza torej omogočila na nek način pojav tega in spet kot rečeno, podatki iz 2016-2017, torej včasih, ko še nismo bili v taki gospodarski rasti, kažejo, da med 50 do 60% ljudi, ki se je odločilo za samozaposlitev, to naredilo, ker so to tako hoteli. Torej, večina je to želela. Kolegica odkimava, ampak podatki SURS-a, se pravi, ne govorimo o podatkih gospodarske zbornice, navajam ankete in SURS-a in Eurofund, tako pogledam, se pravi, evropske strani Evrope. Torej, večina je to želela. Ne govorimo, da vsak je šel v samozaposlitev, tega ni želel. Večina je želela. Torej, govorimo o manjšem deležu. Ampak v spremembi, ko prihaja zdaj, ker je iskan kader, kjer mislim, da v teku letošnjega leta je ocena, da se bo na Zavodu za zaposlovanje, da bomo dosegli tisti nivo, kjer bo zelo, zelo težko še karkoli premakniti. Seveda se bo moč zaposlenih oziroma zaposlenih ali samozaposlenih krepila. In videli bomo tudi primere, ko bodo zaposleni odhajali v samozaposlitev, ker bodo tako želeli in ker bo to davčno bistveno ugodneje. V tem trenutku, ko se gospodarska zbornica, recimo, in tudi druge gospodarske organizacije, prizadevamo in govorimo o potrebnosti razvojne kapice, ker staviti moramo na tisti del, ki smo ga izobrazili, tiste, ki so bili na tej fakulteti, na ostalih fakultetah, na teh lahko gradimo bistveno večji razvoj in držimo celotno družbo skupaj, ker tam bomo lahko večjo dodano vrednost ustvarjali. O teh se moramo bolj skoro pogovarjati, kot o debati, ki jo imamo danes, ker so ti tisti, ki lahko potegnejo naprej, ker bo pravzaprav takih ljudi, ki bodo potisnjeni na rob, bistveno manj. Ministrica, še predno vam dam besedo, bi pa rekel, glede statistik. Prav statistika, v bistvu, ki jo je v prejšnjem tednu podala namestnica generalne direktorice SURS, gospa Hren, je tukaj v principu lahko razumljena zelo hitro sporno. Ker če se razume zelo dobesedno, je prekarcev nekaj več kot 14,000. Se pravi, tisti SP-ovci, ki nimajo nikogar zaposlenega, ki delajo za samo za enega delodajalca plus študente. Študente ne morate šteti med prekarce. To je kratkotrajna v bistvu oblika zaposlitve, ki ni treba niti koristiti, če ne želiš. Se strinjam v večji meri, ampak to je njena definicija. Kar hočem povedati je to, da ko se človek v bistvu nanaša na statistike, je tle velik problem, ker pojem prekarnosti v bistvu še ni definiran. Zdaj pa gospa ministrica, prosim. Hvala, jaz sem vsem sociologinja po svoji osnovni profesiji in tukaj, ko danes govorimo, nastavljamo problem v svojem temu, kar se kaže. In tle se strinjam z ministrom, da lahko problematizira, kaj je vzrok prekarnosti, ampak v bistvu
ne fleksibilnost, ampak tisto, kar je bilo prej rečeno, ne? Torej moč kapitala napram delu in globalizacija in vse to, kar pritiska to, da se dela več, hitreje, z manj stroški in to je osnovno globalen problem, ki sili vse države. In tukaj imamo, kako je tukaj ključno vprašanje, kako smo sploh še nacionalne države sposobne regulacije v tem globalnem kontekstu in ali na globalni ravni, ali je lahko še kapital brez vseh brzdi, še to, kar se lahko vsi strinjamo. Ker če pogledamo pristojnosti Evropske unije na področju sociale, na področju določanja minimalnega dohodka, minimalnih plač, nikakršnega soglasja ne uspemo doseči. Torej gremo lahko v race to the bottom, kar počnemo. Milo rečeno, razlike med plačami, med vzhodno in zahodno, severno in jugo se povečuje. Zato je tudi Evropa pod takimi problemi, ki jih imamo. In tukaj razpravljati zgolj o tem, normalno kapital želi maksimizirati svoje dobičke. Tukaj je samo vprašanje, kakšne meje lahko postavimo za postavljanje tega. In tukaj vprašanje nacionalne države, kakšne imamo pristojnosti z tega vidika, ker res pa je, da naša podjetja konkurirajo podjetje na Slovaškem in Češkem in da enostavno razmere, ki jih urejamo tu, niso nekaj, kar je popolnoma ločeno od tega, kar se v svetu dogaja. In zato smo mi znotraj tega, kar govorimo in znotraj tega iščemo rešitve. Treba se pa zavedati, da problem je pa mnogo širši od tega. In če že gledamo, da smo omejeni v svojem nacionalnem okviru, je vseeno treba kar nekaj dejstev, ker smo specifični. Prvič, v naši zakonodaji, glejte, pač ni samo postrežna trgovina, da si rečeš, zdaj bom pa jaz, kar bom jaz hotel. Če so elementi delovnega razmerja, mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Problem imamo, da imamo premalo inšpektorjev, probleme kulture in vsega, kar je zraven. Inšpektori so po njegovi oceni za 900 zaposlitev, 900 prekarcev zagotovili zaposlitve, ker smo jih dvignili. Premalo, ampak nekaj se premika. Dokler pa bo, da lahko podjetja konkurirajo predvsem na stroške dela in dokler bo nekdo, ki bo na SP-ju, zdaj pa prosim, ne me razumeti, da mislim, da oni lahko to plačajo, govorim na sistemski ravni. Dokler bo na SP-ju plačal okoli 300 evrov prispevkov, nekdo na minimalni plači pa 600, na poprečni plači pa 600 evrov, je razlika več kot enkrat in je z vidika posameznika racionalna odločitev in z vidika podjetja, ki želi maksimizirati. Nikako. In dokler razumeti, kaj dela SP, en človek in kaj dela, govorim, plačamo prispevke tisočim ljudem. Samo prosim. No, gledajte, govorim o tem, koliko stane enega z vidika tega, na kakšen način, ko ima podjetje strošek, kako računa. In mi vemo, da dajo podjetja, ali vam damo 3000 evrov, pa boste SP, ali pa pogodbo o zaposlitvi. Žal, jaz ne problematiziram, jaz vem, da nekomu je SP, ki mora plačati, da se mora boriti na trgu, je težko plačati te prispevke. Z vidika celotnega sistema pa to sili v to, da podjetja dajo opcijo, da naj bo nekdo SP in da se nam dogaja znotraj podjetij SP-izacije. To žal, to tudi Inšpektorat Republike Slovenije vsak dan znova odkriva to zgodbo. Kaj se nam zgodi pri zaposleni sami želijo iti na to. Še to. In tako kot se učite, da kapital maksimira, posameznik vsak od nas maksimira na svoje. Druga stvar, po študentskem delu se spomnite, ključno je bilo, da se je dvignil strošek. Zato, ker na koncu delodajalec mora prav je, ampak ne more fleksibilnost, če jo že želi za določene skupine, ki se mi družbeno dogovorimo, da bomo dopuščali fleksibilnost, morajo pa plačati in z vidika je tle ključno vprašanje, kako bomo tistim, ki se družbeno strinjamo, da je potrebno fleksibilnost, kako bomo zagotavljali socialno varnost, ker prekarnost je ključen problem. Moje pravne varnosti, kakšne pravice imam jaz, ko preneham in sem brez vsega, kakšne imam ekonomsko, da se določi minimalni standardi in na Portugalskem smo zadnji z ministrom so določili za posamezne profesije, kar se nam zdaj dogaja znotraj novinarstva, znotraj prevajalskih, da so tudi z zakonom določili minimalno ceno storitve vezano na kolektivno pogodbo, ker drugače je tudi pri njih in posod po Evropi, kdo bo še ponudil, lahko še nižji gre. In je torej stvar države, da se odločimo, kako bomo žal morali vse regulirati, ker trg
vedno na koncu brez regulacije naredi tako, da kolikor je ponudbe se dogaja in žal nekdo, ki študira, je pripravljen plačati za neko prevajalsko storitev bistveno manj, ker nekdo, ki mora družino preživeti, konkuriramo si pa na vse. In to ni fair konkurenca in država mora tukaj znotraj. So pa dejstvo, da država zaostaja za to možnosti regulacije, predvsem zaradi tega globalnega okvirja, ki postaja mnogo bolj kompleksen. In dejstvo je, da je dobro in prav, da se o tem pogovarjamo in da bo treba znotraj tega naših socialnih partnerjev najdeti rešitev, da bomo lahko. Ni pa fleksibilnost je eden izmed in absolutno ne ključen in zato se midva počne, ker fleksibilnost je, veste, fleksibilni so na koncu, ko so brezposelni vsi, pa se nič ni spremenili, sem še več imamo. V tem krogu imamo še 3 vprašanja za vas, gospa Jerkič. Se pravi, prekarce je težko motivirati, da bi pristopili k sindikalnemu boju. Na kakšen način se bo prekarce v bodoče pritegnilo članstvo v sindikatih? Zdaj najprej mogoče vse en kakšen komentar, kar sem tukaj vrstramol. Omenjeno je bilo, da marsikdo prostovoljno izbere to obliko dela. Jaz se lahko strinjam, da kdo tudi prostovoljno to obliko dela. Večina, pravi kolegica na desni. Zanima me, v bistvu zdaj, ko je pomanjkanje delavcev, koliko od te večine bo pa prostovoljno potem v narekovajih se zaposlovalo nazaj v podjetja. Pri agencijah, recimo, ki so ravno tako, čeprav vedno manj problematične oblike dela, se že izkazuje, da delodajalci iz agencij zaposlujejo delavce za nedoločen čas. To ni zdaj po tej analogiji, prej so bili delavci prostovoljno pri agencijah, zdaj grejo pa prostovoljno nazaj k delodajalcem. Ljudje so porinjeni v svet SP-jevstva, marsikdo pa to dela tudi sam. Ne problematiziramo tega dela, to ni prekarnost. Zato sem tudi rekla, SP imamo mi že iz prejšnjega sistema. To je bila edina oblika, če se jaz spomnim, zasebnega podjetniška pred letom 1990. Ampak ti SP-ji, enoosebni SP-ji, ki jih imamo v tem trenutku, to niso to. Tudi gospod minister, Luka Koper je državno podjetje. Sindikati v Luki Koper mora reči, da v zadnjih letih opozarjamo na probleme IPS-ov. Ne bom rekla, da ste vi kriv, ne bom rekla, cela država kriva, tudi inšpektori, kot vem, so bili zelo aktivni, ampak na žalost je mogel eden umreti, da smo bolj natančno pogledali, kaj se tam notri dogaja. Meni je žal. Kar se pa tiče organiziranosti prekarnih delavcev. V Zvezi svobodnih sindikatov poleg članom vedno pomagamo tudi ne članom. Že zaradi tega, ker so medsebojna delovna razmerja zelo odvisna. In ko je bil v preteklosti problem agencijskih delavcev, mislim, da smo bili ravno sindikati tisti, ki smo opozarjali na rešitve, predlagali načine razreševanja. Smo ena redkih držav, ki imamo kvote pri zaposlovanju agencij, skratka, pa vendarle še ureditev marsikje pušča. V okviru Zveze svobodnih sindikatov imamo sindikat prekarcev, namenjen prav tej populaciji, ki deluje drugače. Nam je jasno, da mogoče klasičen način učlanjevanja, kar pomeni prideš, oddaš pristopno izjavo, plačaš članarino, počakaš 3 ali pa 6 mesecev, kakor je karenčna doba, potem imaš pa neke usluge, ne deluje. Naša vrata se odpirajo ob sobotah in ob nedeljah, ko imajo ljudje možnost priti na sestank. Sindikati ostali, ki imamo bolj organizirano članstvo, pomagamo s svojimi uslugami, pomagamo s pravnimi službami. Jaz mislim, da se odpiramo, kot se lahko. Težava je včasih tudi na drugi strani. Ljudje še vedno premalo na nek način, ne bom rekla, razumejo, ali pa tudi razumejo, da sindikati lahko pomagamo, ne moramo pa storiti ničesar namesto ljudi. Mi tudi te ljudi potrebujemo zgodbe, obraze, dejanska stanja, potrebujemo ljudi, ki povejo, da je tisto, od čemur mi razlagamo resnica. In velikokrat se nam zgodi, da je od mase, bom rekla, pa velikega števila ljudi, zelo malo ljudi pripravljenih se pokazati. Tudi pri EPS-ih je bilo od začetka zelo podobno. Nihče ni hotel postaviti svojega obraza kot luški delavec, ki je zaposlen v EPS-u. Na koncu se je to bolj
vendarle zgodilo in je imelo tudi efekt. Tako da na eni strani ne bom rekla, da sindikati storimo čisto vse, kar lahko, mogoče lahko še kaj, ampak na drugi strani bo pa moralo dozoreti tudi prepričanje v ljudeh, da se morajo za svoje pravice postaviti. Drugače govorimo o nekih imaginarnih stvareh, ki se dogajajo in ki se zanimivo nekaj kilometrov, ne vem, od Maribora ali pa od Jesenic, ko prestopimo mejo, ne dogajajo več. Mene pa tudi to zanima, zakaj stvari večkrat čez mejo funkcionirajo, na naši strani je pa naenkrat mrk sistema. Hvala. Torej, pripravljeni smo imeli še nekaj vprašanj, ampak se je zelo intenziven diskurs razvil. Tako da prosim profesorje, dr. Tekavčičevo, dr. Kovača in dr. Svetlika, da se nam pridružijo. Zanima me refleksija, ki jo imate vi, profesori, pa bi mogoče prednost dal gospodu Svetliku, potem gospe dekani in na koncu gospodu Kovaču. Ja, hvala lepa. Zdaj smo poslušali zelo intenzivno debato med socialnimi partnerji, tako je rekoč, in mislim, da je ta pravo vprašanje, ki bi ga morali nasloviti, eno, ki ga je kolega voditelj že meni poslal, reč on je poslal vprašanje, kako prekarnost vpliva na debato med socialnimi partnerji. Kot vidite, vpliva dobro. Jaz bi pa obrnil do vprašanja, pa bi rekel, kako debata med socialnimi partnerji vpliva na prekarnost, pa se zdi, da je to bolj pomembno. In rad bi se vrnil k tistemu, kar je bilo seveda v tej debati že rečeno, namreč, da je treba na prekarnost gledati kot na enega dolgoročnega zgodovinskega vidika prvič, in drugi z tega vidika se izkaže, da je prekarnost vprašanje razmerja moči med delom in kapitalom in nič kaj drugega ne. In zdaj, če gledamo to zadevo zgodovinsko, bomo takoj ugotovili, da je morda prekarnost bolj pravilo, kot pa izjema. Izjema je bila pravzaprav samo zares izjema v drugi polovici prejšnjega stoletja, drugače pa do takrat je bilo prekarnosti veliko in po 80 letih je pa ponovno v porastu. Zdaj se treba vprašati, zakaj je prišlo do tega obrata. Zakaj najprej prekarnost pravzaprav zamre, zakaj jo lahko sistem odpravi. In moj odgovor gre v tej smeri. Prvič, imeli smo močne sindikate, drugič, imeli smo veliko koncentracijo delavcev v velikih industrijskih kompleksih, kar je tudi sindikatom moč dajalo. Tretjič, imeli smo velik strah še zmerom pred revolucijami, ki so Evropo in svet strašile v prvi polovici prejšnjega stoletja. Imeli smo močno socialno demokracijo, ki je potem tudi v navezavi s sindikati to svojo moč lahko uveljavljala. Tudi strah pred vojnami je bil, ker vojne niso bile rezultat samo nekih političnih interesov, ampak so koreninile, kot so analitiki ugotovili, tudi v velikih socialnih razlikah, ki so potrebovali k temu, da je potem preko določenih razlogov do vojn prišlo. In konec koncev imeli smo močno socialno državo kot rezultatov vsega tega, močno socialne demokracije, pa močnih sindikatov, pa tistega strahu. In zakaj se potem naredi ta obrat, recimo sredi 80-ih let, pride pa na dan ta obrat, ki bi ga imenoval devolucija v tem razvoju, gremo v resnici, ko delamo korake nazaj, kjer pride na sceno neoliberalizem, ki malo pozabi na vse tiste strahove. Pojavijo se nove tehnologije, kot je kolega Kovač prej rekel, ki vse bolj pomagajo, spreminjajo strukturo dela v tem smislu, da se je težko zorganizirati, da postajamo individualci, da vsak skrbi zase, nismo pa več rekel, kako je bil včasih proletariat, kolektivci, ki se borijo za svoje pravice. Nastopi globalizacija, kjer se svetovni trg oziroma trg delovne sile držav v razvoju naenkrat začne pritiskati na trg delovne sile pri nas
No, in tukaj neusmiljeno pritiska, kot vsak zakonodajalec zna lepo povedati. In seveda vse to potem slabi pri nas tudi sindikate, socialdemokracijo in tako naprej. In zdaj smo tu, kjer smo. Zdaj, če bi se vprašal še o tem, kakšni so pravzaprav izgledi, ker je to glavno vprašanje glede tega vprašanja. Jaz mislim, da so izgledi v resnici taki slabi. Bom žal z eno pesimistično sodbo začel. Namreč, sodobni močni voditelji, kot vidimo, razdirajo še tisti svetovni red, ki je poskušal regulirati razmerje med delom in kapitalom na globalni ravni, ker zdaj drugače kot na globalni ravni tega ne moremo več urejati. In če poslušate Trumpa, on bi razbil Združene narode, ignorira mednarodne organizacije, ki so postavile standarde dela, kot je ILO, in seveda vse druge sporazume, ki so bili sklenjeni. Se pravi, v tem smislu še tisti standardi, ki so jih postavili doslej voditelji teh držav na globalni ravni, na nek način padajo. Tako da z tega stališča imamo zelo slabe obete. Vprašanje seveda je, ali zdaj ti novi voditelji, ala Trump, pa Putin, pa Xi na Kitajskem, bodo ta nacionalizem, ki se zdaj pojavlja, obrnili v prid lastnih delavcev zaposlenih v svojih državah. Konkurent Trumpu Sanders pravi, nikakor ne pozabite na to, to se nikakor ne bo zgodilo. Tudi možnost deglobalizacija, ki bi zmanjšala pritisk držav v razvoju na razvite države na trgu delovne sile, je silno majhna, da se bo to vse obrnilo proti tistem, ki jo bodo začeli rušiti. Jaz mislim, da je to nepovratni proces. Tako da z tega stališča si ne moramo kaj več dosti obetati v smislu, da bi lahko lokalno na nacionalni ravni se šli zmanjševanje prekarizacije, prekarnosti z nekimi načini specifičnimi ukrepi. Te sodobne tehnologije, ki so bile že omenjene, pa proliferirajo, so vse močnejše in struktura dela je vse bolj, bi rekel, zindividualizirala te zaposlene. Kaj pa kljub temu lahko naredimo, sem pa končal za uvod. Mislim, da prva zadeva je, da ni nobenega razloga za to, da bi bila prekarnost v neki državi, kot je Slovenija, večja kot v kakšni drugi. Nekateri podatki pa govorijo o tem, da je. In tukaj je izziv za vlado, socialne partnerje, da se nekako dogovorijo o inštrumentih, da spravijo to reč na sprejemljivo mednarodno raven. Jaz mislim, da je to velik izziv. In ni treba, da se pri nas fleksibilizacija širi bolj na nekaterih področjih pri zaposlovanju kot kje drugje. Ker s tem pa res pretirano izkoriščamo svoj potencial, svoje delo, tudi glede na mednarodni prostor. Jaz mislim, da je to tudi neetično, če hočete. In tukaj mislim, da bi lahko nekaj v tem smislu storili. Kje so te možnosti in te rezerve, bomo kolegica ministrica Kopačeva bolj vedela kot jaz. Vse je bilo nekaj tega že omenjeno. Vsako delo šteje, smo včasih rekli. Se pravi, vsako delo bi morali enako prispevati v skupno blagajno, pa hkrati tudi enako, ke beneficije posamezniku dati. Seveda, ko je to delo prekratko in negotovo, takrat več niti ne šteje, da tako reče. In druga reč, ena od možnih rešitev, ki se nakazuje, pa je, da bi ponudili delavcem večjo stopnjo soudeležbe pri delitvi dobička in pri udeležbi pri lastnini. S tem bi seveda ne odpravili prekarnosti v celoti, bi pa na nek način spremenili ta pogled, ki je zdaj ali, zdaj gledam z ene strani, zdaj z druge, ampak bi ga spremenili v tem smislu, da bi se tudi, da bi rekel, delavstvo zavedalo težavnosti položaja, v kateri niso samo oni, ampak na nek način tudi delodajalci pod globalnim pritiskom. Hvala lepa. Hvala, profesor, prosim nekaj. Ja, hvala lepa. Glede na to, da smo si zadali čas, v katerem naj bi končali,
današnjo okroglo mizo oziroma pogovor in da je kolega Svetlik naredil kar dolgo analizo, se bom podala samo na nekatere navedbe, ki so jih sogovorniki do sedaj povedali, pa morda tudi na odziv, ki je tako spontano prišel iz dvorane in na katerega kasneje še čaka. Meni se zdi zelo pomembno, da ta vprašanja odpiramo. Kolega Svetlik je malo prej rekel, da ni nobene potrebe, da bi bila stopna prekarizacija v Sloveniji večja kot je v drugih državah. Mislim, da v mnogo katerem elementu ne govorimo o stopni prekarizacije, ampak govorimo o tem, kakšen je odnos do ljudi znotraj posameznih dela. In ta odnos do ljudi spet ustvarjamo samo drugi ljudje, tisti, ki smo delodajalci. Sonja, oprosti, jaz dvomim sicer, da je res tak velik delež ljudi, ki so se znašli v tem podivjanju vrteljaku espizacije, sam pristal na to. Seveda, če ti človeka vprašaš, ali si sam bil za to, da postaneš SP-ci, se moral odločiti med nič ali nekaj, boš zagotovo zbral nekaj. Je pa gotovo res tudi, da so v določenih poklicih posamezniki, ki želijo imeti več svobode odločenih priprav, pa več prožnosti, pa bi rekla, da to ni prevladujoče. Zato mislim, da se moramo znotraj tistih, ki se ukvarjamo z mladimi, ki bodo postali vodilni podjetjih, prevzeli vodilne funkcije, zavedati tega, da je danes paradigma, ki jo naj sprejme sodobni menedžment, trojni izid pod črto. Že dolgo ne več samo dobiček, ampak tudi skrb za ljudi in skrb za okolje, kar izhaja iz standardnega koncepta trajnostnega razvoja. Veste, in ko poslušam o tem, kako bi bilo treba zmanjšati stroške dela strani delodajalcev, veš, še nikoli nisem slišala, da bi tisti v uspešnih podjetjih odpirali to vprašanje. Vedno ga tisti v manj uspešnih podjetjih. Jaz pa mislim, da je treba predvsem poskrbeti, da se bo povečala dodana vrednost, potem pa ne bo strošek dela tako velik problem. In zakaj se mi zdi skrb za ljudi v vseh odnosih, ki jih imamo tako pomembna? Zato, ker jaz to rada tudi vedno študentom povem, kar so mi moji profesori povedali še, ko sem bila precej mlada, pa se upravičujem, ker ne bom povedala v slovenščini, bo v originalnem jeziku zveneli, bom rekla veliko bolj povedno. Tako so nam včasih rekli, nikome ne može toliko malo platiti, koliko je koliko malo rabiti. In zato se mi zdi veliko bolje, da se pogovarjam o tem, kako bomo z danimi, zaposlenimi poskušali povečati dodano vrednost. Na koncu bomo tako lahko tudi več prispevali v proračun in poskrbeli za vse tisto, kar je v malih državah, kot je naša, verjetno dražje kot v kateri drugi državi. Ne nazadnje obstaja v ekonomski teoriji smer pravno teorija manjšinskega jezika, naš rojak v tujini so počevali razvijo in z tega vidika slovenščina je manjšinski jezik in zaradi tega terja tudi določene višje stroške. Zdi se mi pa še kako pomembno, da se o teh vprašanjih pogovarjamo in da se o njih iskreno pogovarjamo. Ko govorimo o nekaterih oblikah slabega odnosa do ljudi, mislim, da jih je povzročila država. Poglejte varnostnike, poglejte čistilke. To so skupine ljudi v podjetjih, ki jih je ustvarila država. S tem, ko se je odločala za javna naročila, s katerimi je vse procese podražila, ceno oziroma odnos do ljudi pa spravila na ponižujočo raven. Pa še kar nekaj takih stvari. Inšpektori pregledujejo tisto, kar je lahko pregledati. Naj vas mogoče malo pozabava. Mi smo imeli prvi dan po novem letu v 8. zjutraj in obisk inšpektorja ministrstva za delo, če da bo proučeval, kako je s prekariatom pri nas na ekonomski fakulteti. Kaj ne rečem? In pozneje, ko smo imeli neko drugo konferenco tiskovno, je nekdo od medijev priznal, da nam je inšpektorja poslal in ta je prišel. Prvi dan novega leta v 38 zjutraj. To je norčevanje. In tako daleč prišli ne bomo. Smo pa mi zato sklenili, da bomo izdali knjigo in smo se pridružili akciji Gospodarske zbornice Slovenija, Slovenija bere. Mi smo posvojili to knjigo. To je knjiga, ki je letos knjiga ekonomske fakultete. V zvezi z njo bomo organizirali veliko dogodkov,
našim študentom bomo predlagali, da jo berejo. Naši učitelji bomo prosili, da se bodo študenti o tem, kar je v knjigi zapisano, pa ne samo o tem, ampak o celotnem kompleksu vprašanj, ki jih danes tu odpirajo, pogovarjali, študenti pa potem s kolegi po drugih fakultetah. Kajti prav je, da pogledamo problemu pošteno v oči in da odpravimo tiste anomalije, ki niso povezane s prožnostjo, ampak z medčloveškimi odnosi. Hvala. Dekan je še gospod Kovač, profesor Kovač, prosim. Ja, mislim, da je zagotovo donesek te mize, pa tudi sporočilo, da, tako kot je kolega Svetnik rekel, je eno izmed temeljnih vprašanj, ali na kakšen način uspemo o takšnem kompleksnem vprašanju, kot je prekarnost, seveda najti nekaj dialoške kulture med različnimi interesi, pa hkrati tudi med različnimi političnimi reprezentanti, ki te interese tako ali drugače zastopajo. Zdaj, eno izmed temeljnih vprašanj je politično vprašanje. Ali mi uspemo prekarnost kot tako v bistvu na nek način dogovoriti oziroma reševati. Drugo vprašanje je politično-ekonomsko vprašanje. Ali smo ta problem dovolj dobro razumeli, ne kot pravzaprav nekaj, kar je deviantnega, kar nas v bistvu zadeva in potem se vidite malce prerekamo o tem, kako to statistično zajemati, kako v bistvu zadevo prikazati, kako jo obravnavati in vse skozi je pravzaprav to periferni problem. Mislim, da se je treba zvedeti, da to, čeprav se zdi, da je periferni problem, je v bistvu strukturni problem, je sistemski problem in je v središču trga dela, ne na njegovi periferiji. Kaj ti zadeva pravzaprav tiste redno zaposlene, z stalnim, z kakršnikoli drugim pravzaprav atributom, ki je relativno udoben in tradicionalen, in tiste atipične, tiste, ki jih pravzaprav težko ulovimo, v kakršnikoli obliki. In ta difuznost mehkega prehoda v eno in drugo obliko, ki je v bistvu sistemska, ki pa hkrati prizadena seveda ljudi, mi konec koncev, to sem metaforično rekel, na koncu in se malce pošalil, da imamo danes dva, recimo, samo da bi lahko mogoče malce interpretativno spravili tudi v kakšen takšen predalček. Zaradi tega, ker je v bistvu ta prehod lahko zelo hiter. Lahko je hiter pravzaprav z vidika ciklov, lahko je hiter tudi z vidika jasno nekih pozicij, ki tako ali drugače želeno ali ne, seveda smo prisiljeni ali pa svobodno odločitve spreminjati. No, to se mi zdi tudi druga zelo pomembna zgodba, ki smo tukaj seveda postavili. Tretja, ki je ravno tako pomembna, je to, kaj je zdaj v bistvu, kaj nas je sicer do tega pripeljalo. To je konec koncev, kot vidite, veliko smo posvetili v teh medsebojnih dialogih med posameznimi deležniki, tukaj temeljnemu vzroku. Zakaj? Kje so razlogi? Ampak, gledajte, seveda mi lahko, in je pomembna ta analiza, zaradi te analize je tudi dobro, da imamo podaljšek analizo. Tudi to je nekaj, kar je v Sloveniji pravzaprav problem. Kako vključevati stroko v odločevalske procese. Da se pravzaprav ne odločamo kar tako mimo, na podlagi seveda nekih ali problemov, ki tekoče nastajajo, ali pa nekaj, kar seveda mislimo, da moramo storiti, ker je takšna direktiva ali kaj podobnega. To se pravi, stroka je tukaj zagotovo lahko instrumentalizirana kot pomoč za to, da seveda skušamo skupaj najti na podlagi analize stanja, na podlagi seveda primerjalnih analiz, tisto najboljšo možno rešitev. Stroka lahko predlaga, na drugi strani seveda jasno odločevalci veliko bolj konkretno, z vidika interesov, presojajo, kaj je pravzaprav relevantno in kaj je seveda v danem trenutku mogoče storiti. To je apropo temu, kar je tudi bilo tukaj rečeno, ali smo storili vse do sedaj, da se nam nekaj določene deviantne stvari seveda ne bi zgodile v takšnem obsegu in na takšen način, kot so se nam. In kaj pravzaprav velja storiti tudi v prihodnosti, da bi se temu na nek način izognili.
Kajti, še enkrat, ne gre zgolj za to, da prekarnost pravzaprav formalno-pravno postavimo v nek odnos, da vidimo in skušamo odpraviti določene ekscesne primere in tako dalje in tako dalje. Gre za to, da je treba pravzaprav stvarem priti do dna z vidika na nek način sistemskih prijemov in pri tem napraviti dovolj robusten sistem, da se bomo temu, recimo, deviantnemu obrobnemu problemu, ki je seveda za ljudi, vedno več jih je, lahko dejansko življenjsko usoden, seveda v bodoče izognili. Zdaj, tisto, kar se zdi mogoče kot komentar, ko govorimo seveda o, jaz se seveda jasno strinjam z tem, kar smo tukaj rekli tudi zdaj v komentarjih, da je tukaj v ozadju neka dolga institucionalna zgodovina, tudi tega, zakaj, na kakšen način prekarnost ponovno prihaja v ospredje. Lahko bi seveda povedali, da kar zadeva trga, je trg brez regulacije, seveda leseno železo, se pravi, ne obstaja, v zgodovini ne obstaja nikoli, kar pomeni, da je seveda to nekaj, kar tako v osnovi, več kot bo tako imenovane tržne ekonomije, več bo v bistvu regulacije. Je samo za vprašanje, kakšna je ta regulacija, koliko je pametna, v kakšni meri seveda obstaja, zato da bi trg lahko na eni strani učinkovito deloval in da bi seveda dejal čim bolj, če hočete, etično korektne rešitve. Kajti med enim in drugim je seveda protislovje, pa hkrati medsebojna povezava. In mislim, da je tisto, kar je v izhodišču, morda danes tudi že malce pozabljene zadeve, ne gre zgolj za ta globalni odnos kapitala, globalne konkurenčnosti in tako naprej. Gre tudi za nekaj, kar je Evropska unija, tega se premalo zavedamo, za svojim institucionalnim sistemom prinesli. Glede, v tistem hipu, ko smo mi prišli v odnose tako imenovanega Evropskega monetarnega sistema, EMU-ja, Evropske ekonomske unije, smo mi v bistvu z enotnim evrom države, ki so seveda po svoji značaju različno produktivne in različno uspešne, prisilili v bistvu v diferenciacijo na plačnem stroškovnem področju. Trenutno pravzaprav plače, hočem povedati to, da imamo poleg tega malce sociološko-politološkega odnosa razmerja kapital-delo, tudi institucionalni ustroj Evropske unije, ki nas danes pravzaprav prisiljuje v medsebojno konkurenčnost na tistem področju, kjer pravzaprav je pomanjkljivost institucionalne rešitve Evropske unije eno izmed morda temeljnih vzgibov za to, kar se nam dogaja. Podobno kot eno izmed temeljnih področij, seveda fiskalna oziroma davčna neusklajenost. Mi smo danes tukaj, ne bi želel komentirati, ampak zagotovo vidite, da interpretacijah davkov imamo zelo, zelo veliko različnih interpretacij in običajno je po naravi stvari vsaka interpretacija davkov pravzaprav manipulativna. In z tega vidika je seveda treba zelo, zelo paziti, ampak davčni sistem je zagotovo tukaj eno izmed ključnih regulativnih okvirov, ki naj bi izenačil pogoje dela in naj bi skozi pogoje dela izenačil pravzaprav tudi različno tipologijo dela in seveda s tem tudi ljudi, ki bodo tako potem veliko svobodnejše, vendarle izbirali med eno in drugo zaposlitvijo. In to je seveda nekaj, kar smo danes tukaj, po mojem mnenju, dobro odprli in bi veljalo v prihodnosti seveda to vrstne razprave na vseh ravneh nekako v to vrstnem, zdaj govorim nad personom, zasedbi, ampak tej tripartitnosti, tudi sodelovanja stroke na nek način aktivno in čim bolj ustvarjano odrevati, če želimo seveda takšen problem, kakršen prekarnost v prihodnosti zadovoljivo rešiti.